Peter Kauzer, izreden dan za vas danes v Pragi. Ja, res, nisem si mislil, no, da bo tako, da so na konci stekli, začel se res tako skontrolirano polfinalno vožnjo in pol z napadom v finalu, ko mi pač uspela zelo dobra vožnja in sem premagal Čehe na njihovi domači progi, kar je nekaj posebnega in v bistvu ima kar zelo velik pomen to, ker jih je težko premagati. Pol za piko nisem še z Martinom in z Niko tam osvojil bronasta kolajno. Jaz sem se imel pravičil, ker sem pač glih jaz naredil tiste kazenske sekunde. Verjetno je bila pol žlahtnejša moštvena kolajna, ampak ne gre na to, jaz mislim, da smo super oddelali to evropsko prvenstvo oziroma začeli ga in da ga bo ostali jutri še nadaljevali. Niko Testen in Martin Srabotnik, danes ste v družbi prekaljenega Petra Kauzerja občutila tudi še slast kolajn na članskih tekmovanjih. Ja, kot ekipa se očitno odlično ujamemo. Sicer nismo nič trenirali, ampak nam je stekli in mislim, da smo lahko zadovoljni. Niko Testen, prvo člansko tekmovanje, prva kolajna. Ja, brezbesedno, ne vem. Očitno Peter res dobro vpliva na mene. No. Ja, ne vem, no, tle v Pragi sem se zmeraj dobro počutil, na treningih mi je šlo zmeraj dobro, tako da malo sem razočaran sicer z mojim posamičnim rezultatom, ampak na koncu je kar lepo šlo. Martin, razporedili ste se tako, da je šel Peter kot prvi, videl za ne? Ja, mi s Petrom smo že tako navajeni iz prejšnjih let. Niko se je pa zraven ujel dobro, da je vse lepo teklo. Peter Kauzer, rekli ste, da ste kot vino, starejši ste boljši, se pravi, to zdaj kombinacija vina in mošta? Ja, ne vem, če te bi tako rekel, pa ne bo tako, ne? Ja, ne vem, mislim, jaz ne vem, od nekdaj sem furil pač prvi moštvene vožnje. Z Martinom, tako je že sam povedal, smo zmeraj v taki kombinaciji furali in Niko pa pač rekel, dobro, bom pa jaz sledil, ne. In dobro je sledil in glede na to, da res nismo imeli niti ene fure treninga in ne vem, mogoče to tako, bomo videli, ne. To je vaša 7. ekipna kolajna v članski konkurenci. Veliko sotekmovalcev se je izmenjalo, bi pravzaprav znali vse kombinacije sploh povedati. Ja, veš, da bi znal. Prva je bila Dejan Kralj, Andrej Nolimal, pol je Andreja Nolimala Jure Meglic zamenil za neki cajta, pol je prišel Simon Brus, pol je prišel Žanjak še pa Martin, zdaj pa še Niko prišel, tako da evo ga, z prve. Pestra zasedba, ne? In vedno ste se dobro znašli. Ja, zmeri, pa tudi jaz, se pravi, meni je fajn, če sem še zmeri član te ekipe, je super, ne? Še kaj o vaši današnji zlati kolajni. Nekako ste včasih se trudili prav na vsaki vožnji pokazati, da ste najboljši, imeti najboljši čas. Tokrat, ko ste šli v polfinalno z recimo kontrolirano vožnjo, vedeli ste, do kje morate kontrolirati, da se ne bi pokazala kakšna napaka? Ja, v bistvu sem, glede na to, da sem štartal pri koncu polfinala, sem spremljal pač vsaj prvih 15 fur, ko so jih dol delali in ko sem videl, kakšne napake so se dogajale in pol v bistvu, ko sem slišal, da dejansko od prvega do tistega mesta, ko pelješ v finale, je 8 sekund lufta in pol, če veš, da je 8 sekund lufta, pol se malo bolj tako, malo bolj v easy jemlješ oziroma probaš dobro pelati. Je pa po drugi strani to dvorezen med, zaradi tega, ker zelo hitro se pol lahko zalom. Tudi danes je pač ta proga bila tako, da ko si začel zamujati v kombinacijah, se je enkrat vse na glavo postavili in tudi zaradi tega je bilo dosti napak. Ampak v bistvu plan, ko sem si ga dal, se ga izpolnil, tako da super. Čeha sta danes pomagala vse, razen vas. Kako ste sprejela to, da ste jim pokvarili in skupaj vsem njim to slavo tukaj? V bistvu smo se in z Vitom in z Jeržijom smo šli vsi trije istočasno na vodo, gor na štartu na ogrevanje. In smo se nekaj pogajali in sem rekel, da pol pridemo v cilj, se vidimo v cilju, pa da si skupaj delimo dobro voljo pa nasmeh. Samo da sta po mojem imela malo drugačen vrstni red v mislih. Ampak je pa tako, super je bilo.
pač sproščeno vzdušje in pač tudi jaz želim videti, da mi prvo šla iz srca. Pač to je tako. Treba je spoštovati nasprotnike in če je kdo boljši od tebe, boljši mu iskreno čestitaš. Peter Kauzer, zdaj ste v ekipi s predvsem mlajšima tekmovalcema. Kaj bi rekli v njiju, kako bi jo predstavili, kako bi jo pisali? Zdaj čakam, da bi bilo roast. Ne, v redu sta. Pač sej, že to, da priješ v člansko ekipo in tudi da oddirkaš takole prvenstvo, pa tudi fure, pa na izbirnih tekmah pokaže, da je neka kvaliteta in pač posvet se ti ne more, da priješ v reprezentanco. In oba dva sta marljiva, oba dva imata feeling za vodo in čeprav sta dosti mlajša od mene, jaz mislim, da če bo ta v pravi smeri nadaljevala, da znata zelo visok prijeti in mogoče me tudi prekositi. Jaz upam, jaz pač vsakem želim vse najboljše in jaz tudi vama želim vse najboljše. Tako da, če pa kaj rabta, pa povejte, pa kaj povedal. Malo heca, moram biti. Kaj pa Niko Testeno, Petru Kauzerju? Ja, ne vem. Jaz ti kakšne trike na soč kažem, ne? Ja, nauči me take stvari, ki jih niso lik za tekmo, no, ampak pa za sprostitev in to. Še Martino, Petru? Ja, kaj da povedati. Lepo, da ga še kar imamo v ekipi, se lahko od njega veliko naučimo. Kot vidimo, je še kar na višku svoje igre in vedno pokaže kaj novega. Tako da upam, da se mu čim več naučili in pol nadaljevali njegovo tradicijo naprej.